Sediš tukaj in niti ena sama solza ti ni pritekla po obrazu. Zdajle ti bom pokazal pravo mojstersko lekcijo iz zasliševanja. Veš, kaj so krokodilje solze? To je kot odsotnost solz. Žalosti ne moreš kliniti. Ti preiskovalci hitro razkrinkajo morilčevo laž. Če bi to gledal v televizijski oddaji, ležeč v postelji, s pivom v roki, bi rekel... Je rekel, ni te več hotela, ne želi več živeti. Obnašal se je kot žalujoči mož, potem ko so njegovo ženo našli mrtvo v kadi v njeni hiši. Toda ti detektivi so poznali resnico. Kako so tega morilca spravili na kolena? Gledate On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Vedno je neverjetno videti, kako se laž razblini. V toliko teh zaslišanjih vidimo osumljence, ki mislijo, da so prevarali policijo. Zgodba na prvi pogled morda zveni dobro, vendar ko je temelj te zgodbe laž, se vse sesuje. Tukaj bom tvegal in šel tako daleč, da bom rekel, da si pošast. To je žena tega osumljenca. Njeno ime je bilo Jessica Taylor Sullivan. Bila je mama 2 deklic in našli so jo mrtvo v njenem stanovanju nekega pomladnega dne v mestu Alvin v Teksasu, južno od Houstona. Policija pravi, da so našli Jessico, citiram, nagnjeno čez rob kadi, z obrazom navzdol, pri čemer sta bila njena glava in ramena potopljena v vodo v kadi. Potegnili so jo ven, potem ko so ugotovili, da je na otip mrzla in v popolni okorelosti. Posadili so jo na tla kopalnice. Policija je našla Jessico, ker so bili poklicani na njen dom zaradi preverjanja, ali je z njo vse v redu. Njene hčerke tisti dan niso prišle v šolo, zato so bili ljudje zaskrbljeni. Ko je policija prispela, pravijo, da je na vrata okoli 10. ure zjutraj odgovorila Jessicina 9-letna hči. In ta deklica je policiste odpeljala tja, kjer je rekla, da je njena mama v kopalnici. In policija je našla vrata zaklenjena. Jessica je imela odtujenega moža in ime tega moškega je Brandon Garrett. Garrett naj bi Jessico napadel nekaj dni pred njeno smrtjo. Zato je imela policija nalog za njegovo aretacijo v zvezi s tem incidentom in so ga privedli. V redu. Mi lahko kaj več poveš o tem? Želiš povedati kaj več o tem? Ja. Prosim, v bistvu, zakaj smo tukaj? Imam manično bipolarno motnjo. Kaj in temu pravimo depresija. Lahko, oprosti, ne poskušam, lahko govoriš malo glasneje, težko te slišim. Imam manično depresivno oziroma bipolarno motnjo. In s časoma, če veste, pustim stvari pri miru, jih ne obravnavam, včasih preprosto izklopim. In stvari se zgodijo, ki jih v resnici ne želim. Veste, zgodi se iznenada, potem pa se spet normalen, kot da se ni nič zgodilo. Sorry. Ne iščem izgovora, samo priznavam svojo krivdo. In zgodilo se je v ponedeljek, ali nedeljek, prosti. Zgodilo se je v nedeljek. Moja žena. Da sem zlomil njega moža, zato sem bil v stiski, zlomil se mi srce, zlomil se mi svoje vrata, vhodna vrata in se mi dal. Ko sem spoznal, kaj se dogaja, sem rekel. Pustil sem ji, da odide, odšel sem in šel k njeni mami. In ja, to se je tam zgodilo. Do tega je pa šlo zaradi provokacije. In to je zadnja stvar, o kateri so ženo govorili. Rekli ste, da je do tega prišlo zaradi provokacije. Torej, Brandon sprva deluje kot pošten fant. Pravi, da priznava, da je v nedeljo izgubil živce nad Jessico, da jo je dejansko davil. To prizna policiji očitno grozljiv zločin. Toda policisti ga nato vprašajo o zadnjem pogovoru z njegovo odtujeno ženo, preden so jo v sredo zjutraj našli mrtvo. Z ženo sem zadnjič govoril torek zvečer. Bila je na telefonu, pogovarjala so se prek FaceTime-a. In ves čas je ponavljala, oprosti, jaz sem kriva. Jaz sem te izvala, jaz sem to naredila. Veš, najino življenje je končano. To je ves čas ponavljala. Najino življenje je končano. Najino življenje je končano. In oprosti. Jaz sem kriva. Ampak jaz sem vse čas govoril, ne, ni tvoja krivda, ona pa ne, ljubim te, moja krivda je, jaz sem ti to naredila. In jaz sem ji vse čas govoril, ne, ni tako, rekel sem, raje še bom sam pregledal, namesto da bi šel v bolnišnico.
In ona je kar naprej govorila, moja družina me bo zavrgla, ker te nočem izgubiti, ker te ljubim. Kakšna zgodba. Trdi, da se mu je Jessica opravičevala po nasilju v družini in pravi, da ni bil pri njej doma. Da je po tistem prepiru v nedeljo šel k prijatelju. Ko sem se zjutraj zbudil, se pravzaprav spomnim, da sem se zbudil zgodaj okoli teh in sem začutil tisti hladen občutek po telesu. In sem mi napisal sporočilo, če je v redu, kaj se dogaja. In nisem dobil nobenega odgovora. Nisem dobil nobenih odgovorov. Ves dan sem mi pisal sporočila, klical sem jo. Torej, Brandon se do neke mere res igra vlogo žalujočega moža. Celo trdi, da ga je sredi noči, ko se je zbudil, spreletel čuden mraz, ker je preprosto vedel, da je nekaj narobe. V katerem koli trenutku med vsem tem, če ste bili zaskrbljeni za njeno dobrobit, zakaj niste stopili v stik s policijo? Edino nenavadno in o tem sem tudi razmišljal. Policist Hill, razmišljal sem na video poklicu, ampak kot sem rekel, nisem vedel, kaj se dogaja. In nisem jih hotel spraviti v paniko, zato bi raje poslal koga drugega tja, ker je policist Hill poskušal. Jaz sem vedel. Me obveščal, ko je šlo za nalog za prijetje, ker nisem imel pojma, da je bil ta nalog izdan, nisem imel pojma, ampak mi je rekel, da bo. Tako da nisem hotel, da bi izgledal, kot da jo zasledujem. Tako da sem bil kar na ljudi. Ti temu tako praviš, ko si poklical v šolo, si jim omenil kaj o pogovoru, ki si ga imel z njo. Ti niso nič rekli o tem, da bi bila ona samomorilska. Samomorilska? To je... Jaz res nisem mislil, da bo res kako naredila. Zadnja stvar, na katero sem pomislil, je bil samomor. Mislil sem, da bo kar odšla, ker je ves čas govorila, da bo kar odšla. Hotela se je ponovno zbrati kot prej, kot takrat, ko je bila še v svoji jezni fazi. To je govorila, da bo vse pustila za sabo, zato bi raje, da bi to naredila. Hotel sem se prepričati, ali je res odšla. Hotel sem biti prepričan, preden sem se vrnil v hišo. In ker drugače nameraval sem vedel, da ji poskušam dati nekaj prostora. To je bilo v bistvu to. Mislim, to je tako neodločen odgovor na precej preprosto vprašanje. Policija nato začne predstavljati dejstva o tem, kar pravijo, da so našli. Če ni šlo za umor ali če ni ubil nekdo, kaj se je potem zgodilo? Ne vem, kaj je naredila, nisem bil tam, nisem bil v hiši, vprašal sem, kako so jo našli, kaj se je zgodilo, nimam nobenih informacij o ničemer. Tako ji nisem mogel dati odgovora na to, kaj je naredila, vem samo, da je bila razbuljena, ko sem nazadnje govoril z njo. No, našli so jo z obrazom navzdol, v polni kadi. Tako so jo našli. In ni samo padla v tisto kad. Sama se ni položila v tisto kad. Torej ste našli kad. Njen obraz je bil v kadi, druga polovica njenega telesa pa zunaj kadi. Tako si lahko predstavljate, kako to izgleda. In jaz vem, da ste omenili samomor večkrat, ne samo v šoli, ampak tudi detektivu Jacksonu tukaj. To ni samomor. Torej, če smo iskreni, nisi ti. Če s tem nimaš nič, kdo je potem to storil? Ti si njen mož, poznaš jo. Poznaš njene stike, njene prijatelje. Ne poznam nje, ampak nje. Ne poznam veliko njenih prijateljev. Naredo. Kako to? Poročena sta od novembra, kaj ne? Ona ti bo povedala. Kot njen mož ti bo povedala stvari o ljudeh, ki jih ne mara, o ljudeh, ki ne marajo nje. Če je nekaj tako slabega, verjetno o tem sploh ne bi vedela.
Kdo je bil dovolj jezen na tvojo ženo, da bi to naredil? Pravim ti, ni bilo naključno. Nisi tega naredila sama. V tistem stanovanju sta bila dva majhna otroka, ki tega nista naredila. Brandon, To je tvoja priložnost, da si iskren. Bil sem iskren s tabo, ves čas. Vem, kaj se dogaja. Bil sem iskren s tabo, ves čas. Bil sem iskren s tabo, ves čas. Ne, mislim, da si bil iskren, sem bil, ker prvič, 95% časa, ko smo se pogovarjali s tabo, nasploh nisi pogledal. Ves čas si gledal v tla. Pogledal si nas samo takrat, ko si želel videti našo reakcijo na to, kar si rekel. To je edini čas, ko si nas pogledal. Ja. Ne, to ni res, gospod. Da, gospod, ja. To ni prvič, da to počnem, ne? Ni tvoj. Ampak obstajajo stvari, na katere smo pozorni, ki nakazujejo, da nam nekdo ne govori resnice. Jaz do zdaj, človek, si bil skoraj pri vseh popolnoma natančen. Nisem našel tistega, kar sem. Torej, to je tvoja priložnost. Morda si naredil napako. Morda se je zgodilo kaj slabega, morda sta se sprla. Ne vemo, potrebujemo, da nam pojasniš te podrobnosti. Ampak če si gremo igrce in če živiš reč, da ne veš, kaj se je zgodilo, da te ni bilo tam, kasneje dobimo rezultate obdukcije, dobimo izpis podatkov tvojega mobilnega telefona, dobimo vse te dokaze, ki pravijo drugače. To ne bo dobro zate, človek. Prosim, potem začnite pritiskati. Viš, kaj mislim, da se je zgodilo? Mislim, da si zamočil, ne verjamem, da si hotel kaj narediti svoji ženi. Sodeč po tem, kako si se obnašal ves dan, po tem, kako se zdaj obnašaš, mislim, da veš, da si zamočil. Naredil si nekaj neumnega, šel si malo predaleč. In zdaj je tvoja žena mrtva zaradi tega. Mislim, samemu sebi govoriš, da tega nisi storil, meni tega ne govoriš. Samo krivijo mene za to. Kaj? Sam ne spomnim se zdaj. Mene krivijo za to, zato sem bil tak, ker si mi to povedal. Mislim, prvič sem si mislil, kaj, se sploh nisem bil tam. No, Brandon, poročen si z njo. In greš. In dobivaš informacije, da opravljaš neke čudne telefonske klice, ki jih običajno ne opravljaš. Ko se pogovarjamo s tabo po telefonu, mi poveš, da boš prišel sem, potem ko izveš, da je tvoja žena umrla, nato pa se še 5 ur voziš naokoli in nam poveš, da te bo strah. Če bi pravkar zvedel, da je moja žena mrtva, bi bil tam tako hitro, kot bi le lahko. Ko sem prvič prišel, sem je na poti, ko sem se vrnil do svojega avta, takoj ko sem lahko, sem je na poti ven od tod. Hej, človek, Brandon, ustavi se. Ustavi se. Ustavi se. Podajaš nam zgodbice, se igraš igrce. Detektiv Jackson ima prav, a vsak normalen človek bi, če bi izvedel, da je njegova žena mrtva, opozoril na ne glede na to, ali si vedel, da imaš nalog za prijetje ali ne, še vedno bo šel na policijo in poskušal ugotoviti, kaj se je za vraga zgodilo. Policija se zdaj začne poglabljati v alibi, kjer Brandon trdi, da je bil pri prijatelju doma. Torej oseba, za katero si trdil, da si bil pri njej zadnjih 48 ur, odkar sta se ti in tvoja žena v nedeljo sprla. Kaj bi mi rekel, če bi ti povedal, da smo s to osebo že govorili? Da smo govorili, ta oseba nas je dejansko sama kontaktirala.
in nam v bistvu povedala, da si poln laži, da sploh nisi bil tam, da nisi bival pri njej in da noče imeti nič s tem in da o tem lažeš. To ne bi bilo res. To ne bi bilo res. Ne bi bilo. Tega ni rekla. Vem, da tega ni rekla. Ja, je rekla. To je noče biti ujeta v to zmedo. Ne pravim, da nisi govoril s to osebo, jasno je, da si. Ampak mislim, da ta oseba ne bi poklicala nas in rekla, glejte, ne vem, kaj se dogaja. Nočem biti vpleten v to, ne vem, kaj vam govori. Želim si očistiti ime v tej zadevi. Ta del vem, da ni resničen. Takoj si v glavi pripravil, da nam boš danes povedal, ko si vedel, da bo neizogibno, da boš moral govoriti z nami. Vem, da si dovolj pameten, da to veš. Ampak kakršnakoli zgodba, ki si jo imaš v glavi, ne drži, ne bo delovala. Brandon vztraja pri tej zgodbi, da ni imel pojma, kaj se je zgodilo uro in pol zasliševanja, vendar še ni bilo konec. Policija ga je zadržala čez noč. Naslednji dan so ga ponovno zaslišali in tukaj je popustil. Pravzaprav sem se ukvarjal s športom. Dvakrat sem si strgal križno vez, bil sem sprejemалец, ne igram nogometa. Ja. Dejansko bi šel ali na OU, Texas Tech, Louisiana Tech ali pa še eno, ne moram se spomniti, kje je. Kako visok si zdaj? 1,85 m. Kako visok si bil, ko si bil v zadnjem letniku srednje šole? Bil sem približno 1,83 m, potem sem zrasel še za približno 2,5 cm. Koliko si tehtal? V najboljših letih strgal sem si križno vez v 3. letniku, ampak v najboljših letih sem imel 84 kg. Si ne želiš, da bi bil spet na 84 kg? Ja, tekel sem 4 vejca, 39 na 40 yardov in 10 na 100 metrov. Kako si strgal križno vez? Pri pristanku, ko te je kdo podaril ali kako? Niče me ni dotaknil, prosti fanti so veseli. Bilo je na spomladanskem treningu, tekel sem. In zdravnik je celo rekel, da je nekaj na tem. V bistvu sem tekel hitreje, kot je moje telo lahko preneslo, ko sem sunkovito spremenil smer. O moj bog, ujel sem žogo in zarezal na igrišču. Moje telo se je obrnilo, moja noga pa ne. Samo zavrtelo jo je. Jo, počevaj. Bilo to med igro ali na treningu? Ne. Bilo je na spomladanskem treningu, bilo je 7-7. To je pa grozen. In moj trener iz Texas Techa je bil tam in gledal, ampak jaz sem želel iti. Igral bi z Dannyjem Amendolo, ker je bil Danny Amendola v Woodlandsu. In bila sva ista generacija in jaz ter Danny Amendola bi bila v isti ekipi. Tako da ta detektiv začne precej počasi. Vpraša Garretta o slavnih dneh srednješolskega nogometa. Garrett nato nadaljuje z isto zgodbo, ki smo jo slišali dan prej, da je v nedeljo napadel Jessico, nato je za nekaj dni odšel k nekomu drugemu, v torek zvečer se je pogovarjal z Jessico prek FaceTima, v sredo pa izvedel, da je mrtva. Ampak zdaj je drugi dan in policija te igre ne bo igrala znova. In tvoj telefon se je v torek zvečer povezal z Wi-Fi omrežjem. In edini način, da se je tvoj telefon povezal z Wi-Fi omrežjem tega stanovanja, je bil ta, da si moral biti precej blizu njega. Ne, moj telefon. Počakaj, v redu. Tako kažejo zapisi. Jaz ga nisem pogledal. Detektiv Jackson da je. Tako mi je povedal. Torej, ali obstaja kakšna razlaga, zakaj, če vas tam ni bilo, bi bil vaš telefon tam? Ker imam aplikacijo na svojem telefonu in lahko preverim vse povezave. Imenuje se Xfinity Hi-Fi. In to bi lahko bil razlog, ker lahko pogledam in vidim, kaj je povezano na Wi-Fi, na mojem Wi-Fi. In tisto aplikacijo sem odprl nekajkrat večer prej. Vedno to uporabljam. Kaj misliš tem, da si odprl tisto aplikacijo? Ko odpreš aplikacijo, mislim, da se verjetno poveže z moj telefon dejansko ni bil povezan na Wi-Fi, bil je povezan z aplikacijo. Ja, ampak ne, tvoj telefon je bil povezan z aplikacijo, z Wi-Fi-jem. Moj telefon, ja. Aplikacija na mojem telefonu. Ampak ni preko aplikacije, samodejno se je sinhroniziral z Wi-Fi-jem. Ne, moj telefon ni bil, jaz tega nisem počel. Mislim, kdaj, v kateri uri bi to pokazal? Mislim, da je bilo, ne vem, ne držite me za besedo, rad bi rekel, da je bilo okoli 10 ali po 10 uri zvečer.
Bralniki registrskih tablic so zaznali vaš avto, ko ste se okoli 9. ure peljali proti Alvinu. Bili ste pri... Ja. Moj je bil izklopljen ob 2 uri zjutraj. Pozabil sem vzeti križ. Ob 2 uri zjutraj je bil izklopljen ob 10. uri. Ja, o tem ni nobenega dvoma. Ne, nisem vedel, da tisto noč nisem vozil svojega avta, res? Rekel si, da nihče drug ne vozi tvojega avta. Ne. Ampak jaz sem bil... Nisem bil. V redu, počakaj malo zdaj. To je tehnologija, v redu. Jaz se ne razumem, ampak drugi ljudje jo razumejo in mi pravijo, da je to je dobro, v redu. Tam prej sva se pogovarjala. Omenil sem, da je del izboljšanja skrbi za tvoje duševno zdravje sprejemanje odgovornosti. Če bi Zoe sedela v tej sobi zdaj, tvoja 5-letna hči, če bi sedela v tej sobi zdaj in bi vedela, kaj se je zgodilo, bi vedela vse, kar se je zgodilo ta teden. Kaj misliš, da bi si mislila zdaj, ko bi te poslušala, kako mi to pripoveduješ? O čem? O katerem delu? O tem, da nisi bil na cesti 288 in da se tvoj telefon v torek zvečer ni povezal z Wi-Fi-jem. Mislim, Zoe ima tukaj z mano. Verjela bi mi, ampak to je resnica. Kaj pa, če bi Zoe vedela resnico? Nisem vozil svojega avta. Vem. Pravite, da je nekdo drug vozil vaš avto? Ne. Samo nisem vozil svojega avta, nisem odšel, nisem prišel tja v torek. Ej! Torej, nisem strokovnjak za govorico telesa, očitno, ampak lahko vidite, da ima Brandon nekakšen izraz človeka, katerega laž se pred našimi očmi podira. Zgrbljen je in govori nerazločno. Na neki točki boste stali pred sodnikom ali poroto. In rekli bojo, to je Brandon Garrett, to je tisto, kar je naredil. In Brandon pravi, da tega ni storil. In to so vsi dokazi, ki jih imamo, ki pravijo, da je to storil. Ko pa smo ga vprašali o tem, je rekel, nisem bil tam, nisem storil tega, ne vem, kaj se je zgodilo. V redu. Ampak obstaja še en scenarij, kjer ideš pred sodnika ali poroto. In to je Brandon Garrett. In to je tisto, kar je naredil. In ko smo ga vprašali o tem, je Brandon rekel, da je bila to slaba stvar. Naredil je zmedo, velika napaka. Dovolil je, da ga je njegova duševna bolezen premagala. On ni jemal svojih zdravil. Malce je znorel. Ona ga je izzvala in se je zanesel in mu je res, res žal. Želel si je, da bi vse izginilo in da bi bilo spet vse v redu, ampak ve, da ne more. In naredil bo vse, kar lahko, za tisti 2 dekleti, da ima življenje spravi v red. V redu, recimo, da si ti sodnik. Kateremu od teh 2 tipov boš prizanesel? Prvi ne ve ničesar, ni bil tam, ali pa drugi, ki je rekel, da je naredil veliko napako, se je zanesel. Njegova čustva, njegovo duševno zdravje sta ga premagala. Kateremu od teh 2 boš prizanesel? Boš komu pogledal skozi prste? Rekel bi, da je Brandon povedal resnico. In katerega od teh fantov bi potem kaznoval za zgled? Prvega ali drugega? Drugega. Kaznoval bi drugega za zgled tistega, ki je povedal resnico? Ne. Ne, prvega. To je človeška narava, Brandon. Tako je. Ni pomembno, ali si sodnik, porota, policist ali gradbeni nadzornik. To je človeška narava. Tako vsi dojemamo stvari. Vsi želimo verjeti, da je v ljudeh nekaj dobrega. Nihče noče verjeti, kot je rekel detektiv White, da so na svetu pošasti. Torej, če si pošast, si pošast. Če nisi pošast, nam moraš povedati, da nisi pošast. Nisem pošast. Verjamem ti. Popolnoma ti verjamem, ko mi to poveš. Verjamem, da je tvoja duševna bolezen, tvoje nejemanje zdravil, čustva, dejstvo, da si spet izgubljal ženo in morda družino. Kaj se je zgodilo, Brandon? Ne vem, kaj se je zgodilo. Globoko vdihni.
Povej nam, kaj se je zgodilo. Brandon! Povej nam, kaj se je zgodilo. Ne vem, kaj se zgodi. Brandon! Ti si edini tukaj, ki ve, kaj se je zgodilo. Ne vem, kaj se zgodi. To vam poskušam povedati, fantje. Ne vem, kaj se zgodi. Tukaj začne resnica prihajati na dan. In kot sem rekel, Brandon, poglej me za trenutek. To niso nobeni triki z moje strani. Včasih moram postaviti vprašanja, na katera že poznam odgovore, ampak to je tvoja izjava. Nočem tukaj sedeti in ti polagati besed v usta. To ni pošteno do te osebe. Zato moram pustiti, da to poveš ti, ne jaz. Torej, rekla si, da se v torek pelješ po šestici, ker te je želela videti. Torej, želela te videti. In potem, kam si šel s šestice? Kar očitno vem, samo razmišljati moram o tvojem stanju. Ja, peljem se do hiše, mislim, ne slišite, samo sem... Vozil sem, ne slišim te. Mislim, da ne je oka. In ko si prišel tja, kje si parkiral pri stanovanjskem kompleksu v torek? Torek zvečer, rekla mi je, da ji ne pišem, ne pridem noter za neki čas, ampak vrata so bila še vedno odprta. V redu, ali si imel ključ ali so bila vrata odklenjena? Odklenila jih je, v ponedeljek sem ji dal svoj ključ. Odklenila je vrata in kaj je bilo prvo, kar je rekla? Nisem ga vožnja. V redu, torej odklenila je vrata in kam si šel potem? Si vstopil, kam si šel potem? Vstopil sem. Videl sem, da so bila vrata spalnice zaklenjena. Si videl, da so bila vrata njene spalnice zaklenjena? In kaj se je potem zgodilo? Nisem šel v spalnico, zato. Je bila v spalnici? Jaz predvidevam, ne vem, zato. Zato sem naredil tisto s telefonom. Sreda je bil edin dan, ko sem ves čas preverjal, kako so vsi. Nisem videl, kaj se dogaja. Brandon, poglej me za trenutek. Če moraš nekoga soditi in si tam kot sodnik Harry Pottera, bo to šlo pri Brandonu skozi. Ne bo. Veš, da ne bo. Mislim, ampak to je resnica. Vem, da se sliši noro, zato sem si sam mislil, pa ne vem. Poglej me je... Nič takega kot norost ne obstaja. To so ljudje, ki potrebujejo pomoč, ki potrebujejo zdravila, ki imajo težave. Vsi jih imamo. In tega ne preboliš. Ja, nekaj časa bo težko, ampak bo boljše. Videli boste svetlobo dneva, ampak je ne boste videli, če se ne znebite tega temnega oblaka. To veš. Brandon je priznal, da je bil pri Jessici doma, vendar še vedno ni povsem iskren glede tega, kaj se je zgodilo. Pomisli nase, ko vstopiš skozi vrata. In kot je rekel detektiv Taylor, ne pravim, da lažeš. Vem, da je težko obujati boleče spomine. In to bi bil izjemno boleč spomin. Vem to. Ne boš mogel priti čez to, če tega ne narediš. Torej, ko si vstopil skozi vrata, mi prosim povej, kaj se ti je zgodilo. Sam spomnim se, da je bila moja torba v dnevni sobi. In jaz, požgal sem luč, da bi videl torbo in moja torba je bila v dnevni sobi. Ker sem jo prosil, v dnevni sobi, prosil sem jo ne postaviti tja. No, prosil sem jo ne preveriti, če je moja torba tam, ker sem jo pustil. In potem sem ugasnil luč, ko sem jo videl, da se ne bi spotaknil, ker je bila zadaj. Ko vstopiš, je bila to rožnata preproga, ki si jo videl v sobi svoje punce, kjer jo je postavila pred vrata. In bi se spotaknil v njo, če bi prižgal luč. In potem sem šel do sobe in potrkal na vrata. In ko sem potrkal na vrata, se je rekel, Ljubica, te lahko vidim, ona pa je rekla ne. Rekel sem, Ljubica, rad bi te videl, ona pa je rekla, ne, samo pejdi. Sitil sem, kjer je pevče. In potem imel sem svoj rezervni ključ in pobral sem ga s mize. In vrata sem zaprl, zaklenil in odšel. Ne. Povejte nam o prepiru, ki ste ga imeli. Niso se prepirali. Sosedi so slišali. Prosim, povejte nam o prepiru, ki ste ga imela. Niso se pretirali, sva se pretirala. Pogovor, mislim, da bi temu rekli pogovor. Ni bilo nobenega kričanja, nič takega. No, potem mi povej, kaj se je zgodilo. Torej, mi praviš, naj razjasnim, ker to bi slišal sodnik na sodišču. Praviš mi, da ni bilo nobenega kričanja. Ne, praviš mi, da ni bilo nobenega prepira.
Torej, kar mi govoriš je, da si se pritihotapil tja in jo ubil. Kar mi govoriš je, da si se pritihotapil tja in jo ubil kot kak serijski morilec. Ne, gospod. Ne govoriš mi, da si to naredil v afektu, kar bi bila obramba. Tega nisi naredil v afektu, nisi naredil iz jeze. Naredil si to, ker si zloben, to mi govoriš. Ker ni dvoma, kaj si naredil. Ne, gospod, nisem. Torej ni šlo za afekt, ni šlo. Lahko povem tole? On me je videl jezenga, skozi leta so veliko delala skupaj in so precej blizu. In videl me je, ko sem izgubil živce in naredil nekaj v trenutku strasti. To počne vsak, to je moja poanta. Jaz sem, on je. Vsakdo se lahko razjezi. Ne do te mere, ampak vsakdo se lahko razjezi, tudi ti. Ljudje lahko razumejo nekoga, ki izgubi živce v jezi. Ljudje pa ne morejo razumeti nekoga, ki se prikrade noter in ubije nekoga, medtem ko ta spi. Ne verjamem, da je to storil. Tudi jaz ne verjamem. In to je več, kot potrebujem od tebe. To je vse, kar imamo. To je edino, kar lahko trenutno predstavimo, ker si ti. Temu ne verjamem. Sploh nam ne poveš. Ne verjamem, da si tako zloben. Ne verjamem, ampak ker ti... Veš kaj, naj ti nekaj povem. Okrožna tožilka okrožja Missouri je ženska. In kadar je vpletena ženska žrtev, je ona. Strog oče. In povem takoj, tako vas bodo predstavili kot zlobno osebo. Jaz ne verjamem, da ste. Detektiv White ne verjame, da ste. Ampak vi nam pravite, da se je to zgodilo. To je, veste, to je priložnost za vas, da poveste svojo plat zgodbe, namesto da bi se mi zanašali samo na dokaze in dejstva. Ker dokazi in dejstva ne povedo ničesar o čustvih. Končno se zlomi. In če se nisi pritihotapil noter pa rekel, jaz sem ta zlobna oseba, zdaj jo bom ubil. Tega nisi naredil. Je pošteno, da pride na dan tvoja plat zgodbe. To je pošteno. Ali misliš? Da to, kar se je zgodilo, ni bilo namerno ali da nisi pošast? A misliš, da? Nisi pošast. Ali misliš, da je pomembno, da poveš svojo plat zgodbe? Ali pa samo še naprej deduješ, kot da se med vama ni nič zgodilo? Na tvojem mestu zdaj ne bi odkimaval z glavo. Oprosti, sploh ne razumem vprašanja. Samo, kaj se je zgodilo? Kakšen je bil spor med vama dvema? Je ona s čim te izzvala? Kaj se je zgodilo v torek zvečer v njeni spalnici? To je vprašanje. Kaj misliš s tem? In ne reci, da sta se samo pogovarjala in da si potem odšel, ker vemo, da to ni resnica. In kar je še pomembneje, ti veš, mi vemo, da to ni resnica. Torej nam tukaj ne prodajaš neumnosti. Lažeš samemu sebi, če že komu. Nismo ti lagali prav nič, Brandon, glede česakoli. To je res pomembno za tvojo prihodnost. Če obstaja kakšna olajševalna okoliščina, potem moraš ti biti tisti, ki to pove. Je bilo to namerno ali po nesreči? Daj mi samo to. Je bilo namerno ali po nesreči? Brandon, je bilo to namerno ali po nesreči? Brandon, ne skrivaj se za svojimi rokami. Je bilo to namerno ali po nesreči? Brandon, ali je bilo to namerno ali po nesreči? Veš, da je to bistvena razlika, ne? Brandon, je bilo to namenoma ali po nesreči? Ja, prav. Brandon, ali je bilo to namenoma ali po nesreči? Rekla mi je, naj to storim.
Ne slišim te. Ti je ona rekla, naj to narediš. Kdo ti je rekel, naj to narediš? Brandon, poglej me za trenutek. Brandon, poglej me. Brandon, Lep pogovor. povej mi, odgovori na to. Je bilo namenoma ali po nesreči? Je bilo namenoma ali po nesreči? Rekla je, da noče več živeti. Je rekla, da te noče več. Ni hotela več živeti. Ni ja več živeti. Ni hotela več živeti, mislim, da je hotela, da ti... Je hotela, da jo ubiješ. Rekla je, da jo je njena družina zavrgla. Rekel si, da jo je njena družina zavrgla. Rekla je, da je to vse, kar je imela. Njena družina in jaz. Je bilo to namerno ali po nesreči? Bilo je po nesreči, nisem. Kako se je potem zgodilo po nesreči? Mislim, da je bilo to od motorja prej v ponedeljek ali v nedeljo zvečer, oprostite. Bila je nedelja zvečer. Pritisnila je roke v mojo roko, mislim, vrat v mojo roko. V torek je pritisnila svoj vrat ob tvoje roke. Povej mi, kaj se je potem zgodilo. Vrneva se nazaj, ko si odprl vrata in vstopil. Povej mi, kaj se je zgodilo. Vstopil sem skozi vrata in pogovarjala sva se in ona je jokala. Vstopil si skozi vrata in kaj? Nisem slišal, kaj si rekel. Jokala je. Sedi, prosim, sedi vzravnano. Jokala je. V redu. In kaj se je potem zgodilo? Jokala je. Ves čas je ponavljala, da noče več živeti. Rekla je, da noče več živeti. Ves čas je govorila, da je družina zavrgla, da jo bo zavrgla. Spet me je sprejela in rekla, da me ima rada. In mislila je, da sem naredil vse za njo. Kaj se je zgodilo? Sedela je pri kopalnici, sprva sem stal, potem pa sem sedel poleg postelje, na svoji strani postelje in se pogovarjal z njo. In moja stran postelje je bila ta. Stran z tisto veliko lepo stvarjo, ena izmed tistih zelenih. In če gledaš posteljo, leva stran postelje je moja stran. V redu. In sedel sem na tisti strani postelje in se pogovarjal. In rekla je, da me noče izgubiti in rekla je, da preprosto noče več živeti. In jaz sem rekel, kaj misliš s tem, da nočeš več živeti? In je prišla do mene, prijela me za roko in me odpeljala tja, kjer je bila kopalnica in v kadi je bila že voda. In jaz sem si mislil, da se bo šla kopati, ona pa je rekla ne. Kaj si mislil? Jaz sem, bila je voda v kadi, zato sem mislil, da se ne kopa in to se mi zdelo čuden, ampak ona se tušira. Zato se mi je to že zdelo čuden, torej. In sem si mislil, kaj je narobe. In ona je povedala ogledalo in jaz sem gledal njen obraz. Jokala je. Nikoli še nisem videl tako zelo in tako dolgo jokati. In položila je svojo roko na mojo roko, na njenem vratu. In rekla je, da želim več živeti in začela je stiskati. Žalostno pogled. Kaj je začela stiskati? Začela mi je stiskati roko. Mislim, jaz... Ona sprva sta sam sedel tam tako. Ker sem jo potem potegnil dol, ona je rekla ne in nisem hotel vleči. Rekla je, ne delaj tega. In dvignil sem roke. In rekla je, začela mi je stiskati roko, rekla je, naredi to. In stala je tam in rekla je, naredi to. In rekla je, in takrat je začela, ker ne morem več živeti. Kako dolgo je stiskala vrat? Ne prav dolgo. No, kakšna bi bila vaša ocena? Verjetno niti minute. Kaj se je potem zgodilo? No, nekako je omedlela in padla v kad. In kaj se je potem zgodilo? In potem, ne vem, on ni se premaknil, kot da je že ni bilo več in ni trajal niti dolg. In kaj se je potem zgodilo? Samo za trenutek sem jo pustil, samo rekla mi je, naj to storim. Nisem mislil, da se bo to zgodilo. Nisem tega počel dovolj dolgo, da bi se to zgodilo. Mislim, da nisem. Bi želel kozarec vode ali kaj podobnega? Mi lahko narediš uslugo, mi lahko na tej škatli pokažeš, kako močno si stisnil svoj vrat. Samo stisnijo. Ni me briga, če zdrobiš škatlo. Ni me briga, če zdrobiš. Pokaži mi, kako močno si. Jo, stisnil. Verjetno približno toliko.
To je to, tisto škatlo lahko zdrobiš, kakor hočeš, mene ne briga. To je verjetno tako, mislim, da je že imela modrica, ko sem to prvič naredil. In jaz mislim, da je tako. Mislim, da sem mu dal tisto modrico, karkoli že. Nekaj sem naredil, ker sem občutek, da je bilo res nizko. Tako, je bilo ravno tako. Tako to delaš, približno tako. Ja. Je to tako močno, kot stiskaš? Poglej to. Takoj ti bomo prinesli kozarec vode. V redu. Zgodba se je močno spremenila. Zdaj smo ugotovili, da je Brandon ubil Jessico, vendar njegova nova zgodba še vedno ni povsem smiselna. Trdi, da ga je prosila, naj jo zadavi do smrti, nato pa je preprosto padla v kad. Policija tej zgodbi ne verjame, saj pravijo, da forenzični dokazi kažejo, da je to laž. Ampak se strinjam, vem, da je nekaj stvari, ki ste nam jih povedali, resničnih, vendar nekatere niso. Mislim, kot sem rekel, policija lahko sestavi, kaj se je zgodilo. Gre samo za to, zakaj, in zato vam dajemo priložnost, da poveste, zakaj, kot je rekel detektiv Taylor, ali si pošast, ali nekdo z duševnimi težavami. Bom si drznil reči, da si ti pošast. In povedal ti bom zakaj. Ker si tisto dekle zadavil in potisnil glavo v kad, dokler se ni utopila. Potem si vljudno in tiho zgradil svoje stvari in pobegnil s prizorišča. In potem sediš tukaj in točiš krokodilje solze, ker si to naredil, ker ti je ona rekla, naj to storiš. Ne samo, da ti je rekla, naj to storiš, prisilila te je, da si to naredil. Ona je prijela to svoje veliko, skoraj 2 metra visoko telo, 300 in nekaj funtov, kolikor tehtaš, in ti je pritisnila roke okoli njenega vratu, dokler se ni zadušila. Dokler ni umrla zaradi zadušitve, padla v kad in se utopila. Veš, kaj so krokodilje solze? To je kot odsotnost solz. Žalosti ne moreš kriviti. Sediš tukaj in jokaš in niti ena sama solza ti ni pritekla po obrazu. Ne moreš biti niti iskren v tej sobi in prevzeti odgovornosti za to, kar si naredil. Sedel boš tam in lagal naravnost v obraz 2 moškima, ki imata skupaj 62 let izkušenj v organih pregona, ter naj jo skušal prepričati. Ta deklica se je zadavila z vašimi rokami in je to padla v tisto kad, ter se utopila. Nisem rekel, da se je zadavila z mojimi rokami. Nisem rekel, da se je zadavila. Nisem rekel, da je to storila. Pravite, da je pritisnila roke nase in potem je samo izgubila zavest. Omedlela je in padla v kad. Čakaj. Padla je v kad. Veš, kaj je bilo na dnu te kadi pod njeno glavo? Kri. Kri? Veš, zakaj je bila kri? Ker je njen obraz udarjal ob dno te kadi. Ja. To je dokaz, stari. Imam slike tega. Ja. To ni to, kar se je zgodilo. Morda se tega ne zavedaš. To se je zgodilo. To ni to, kar se je zgodilo, sin. Stari, ne govori mi, da je omedlela in padla v tisto kad. To ni to, kar se je zgodilo. In se je utopila. To ni to, kar se je zgodilo, sin. Potem povej, kaj se je zgodilo, ker ni tako, kot si mi povedal pred minuto. To je tisto, kar se je zgodilo. To ni tisto, kar se je zgodilo. To ni tisto, kar se je zgodilo. Samo nehaj. Brandon, veš, da to ni tisto, kar se je zgodilo. In veš, da nas nisi prepričal. Veš kaj, izpustil bom detektiva Whitea, ker je prijazen človek. On si želi dati prednost dvoma, ampak jaz sem že čez točko. Ti si hladnokrvni morilec. Zadušil si tisto dekle. Držal njeno glavo pod vodo, dokler se ni utopila in zadušila. In potem si tiho zapustil hišo. Kako si bil zaskrbljen za svoje življenje, da nisi mogel niti poklicati 911, da nisi poskušal oživljati, da ji nisi potegnil glave iz vode. Ne, ker veš, da je bila mrtva takoj, ko si ji glavo potisnil pod vodo, ker si jo držal pod vodo, dokler se ni nehala premikati. In zdaj sediš tukaj in poskušaš prepričati 2 detektiva. Ona je padla v kad. To je tisto, kar ti moram spet povedati. Ali poslušaš besede, ki prihajajo iz tvojih ust? Ali te ustavi, da razmisliš in mi poveš, če imajo zate kakšen smisel? Ej?
To morda zunaj ne bo imelo smisla? Ampak nima smisla, ker v tem ni nobenega smisla. Vse stvar nima smisla. Celoten razlog, da imaš vse skupaj. Ne. Morda pa res ne. Ampak to, kar mi govoriš, je tako daleč od tega, da ne bi imelo smisla. Brandon Garrett je bil aretiran in kasneje obsojen za umor svoje odtujene žene Jessica Taylor Sullivan. Spletni sodni zapisi kažejo, da prestaja dosmrtno kazen v teksaškem državnem zaporu. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako pa nas lahko spremljate na Peacocku. Jaz sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.